Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Včeraj je bil drugi krog predsedniških volitev, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Sramota. Incidenta, ki si ga je privoščila Rokometna zveza Slovenije, ko je snemala zadnji trening srbske rokometne reprezentance pred odločilno tekmo z našimi, drugače pač ni možno opisati. Da gredo na tako nešporten in diletantski način ogroziti domače evropsko prvenstvo in potencialno zgodovinski rezultat punc, je pod vsakim nivojem. Ta hip smo dobili zgolj opomin, ampak to svinarijo bo slovenski rokomet, bodite prepričani, plačeval še dolgo. Sedaj pa se lotimo 37. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali slovenski Trump, kakšna predsednica bo Nataša Pirc Musar. Slovenija je včeraj dobila predsednico, ki rada posluje z državo. Kako bo poslovala z državljani, bomo vprašali naša stalna komentatorja, Marka Pavlišiča in Tina Mamiča. Marko, Tino, dobrodošla v Faktorju. Dobro večer. Najprej me zanima, a je bil sploh rezultat predsedniških volitev za vaju presenečenje? Ne, mislim, da rezultati bo nekako tako, kot se je napovedoval. Že dokaj kmalu, bo rekel takrat, ko je glavna protikandidatka izpustila, pač se umaknila, se pravi gospa Kos, je bilo jasno, da se bo levica nekako, rečemo levi del političnega spektra, nekako združil okoli Nataše Pirc Musar in pač nekako je ta rezultat pričakovan. Morda je celo boljši za gospoda Logarja, kot je bilo pričakovano. Zdaj 8% razlike je vseeno kar nekaj, ampak lahko bi bilo pa še slabše. Nazadnje, če pogledamo, koliko je dobila SDS na parlamentarnih volitvah, je gospod Logar dobil dober rezultat, je dosegel. Ja. Marko, zakaj misliš, da recimo so se v tem anti-Janša taboru na vse kriple blanili Nataše Pirc Musar, dokler je niso morali pač hočeš nočeš stisnjenimi zobmi podpreti v drugem krogu? V bistvu ne vem točno, zakaj ni toliko ustrezalo, ker dejstvo je, da je bila ona od začetka recimo podprta s strani bivših predsednikov Kučana in Turka, tako da nekako bi bilo logično za pričakovati, da jo tudi podpirajo. Ampak verjetno gre tukaj za neke, rečemo, medsebojne boje, kdo je prvi peteli na vasi, in morda je zaradi tega niso podprli, pa ne nazadnje, gospa Pirc Musar ima kar dolg jezik, verjetno se je v svoji zgodovini tudi marsikomu že zamerila, je povedala kaj preveč, tako da ni nobeno presenečenje, da ni bila njihova prva izbira. Zdaj, ko pa se na koncu, ko je prišla v drugi krog, pa jim enostavno ni pustila izbire. Ja, Tino, zdaj prejšnje in predprejšnje volitve je imel ta anti-Janša tabor v bistvu po dva kandidata v drugem krogu predsedniških volitev. Zdaj je Anže Logar dobil prvi krog, ampak na koncu vseeno dokaj prepričljiva zmaga Nataše Pirc Musar. Kaj ti praviš na to? Ja, jaz mislim, to je bilo po eni strani pričakovano, po drugi strani pa posebej za predsedniške volitve se ne da tako napovedovati kot za druge volitve. Ker je vendarle Pahor, kljub temu, da so mu mediji bili nenaklonjeni, je zmagal v dveh oziroma v štirih, recimo, krogih dvojih volitev. Tako da za predsedniške volitve ne moreš tako enačiti z parlamentarnimi. Tako da jaz sem vendarle razmišljal, da bo mogoče Logar pobiral tudi levico in levo sredino, torej volivce, in da bi se mogoče tudi kaj spremenilo, torej bi utegnila biti mogoče rezultat še bolj tesen ali pa celo zmaga od Anžeta Logarja, zato nisem bil prepričan, dokler nisem pač videl tistih rezultatov. Torej, zame ni bilo tako samo po sebi umevno, da je on bil poražen. A si potem pač misliš, da je on dosegel dober rezultat, si razočaran nad tem rezultatom, kako ga ti recimo vidiš? Mislim, razočaran, to ni, jaz sem lahko razočaran, če Hajduk zgubi, to je moj tim. Zdaj pri nogometu navijam, za stranke in tako pa ne. Včeraj je rekel en na Twitterju, da je Janša letos izgubil in prvenstvo in pokal, ne vem, če ste videli to. To je taka nogometna referenca. Ja, izvolj.
Skratka, pri Logarju lahko rečemo, da je on dobil zelo veliko volivcev. On je dobil 410 tisoč glasov, kar je 8 tisoč več, kot so dobili recimo pomladne stranke, če temu lahko še to rečemo. Torej, povežemo Slovenijo SLS, oziroma povežemo Slovenijo SDS in Nova Slovenija na zadnjih volitvah. In če računamo, da je 15% nižja volilna udeležba, je to dejansko zelo dober rezultat. Je pa seveda vprašanje, koliko je ljudi, ki je volilo Logarja in so dejansko z levih krogov. Torej tisti, ki niso hoteli podpreti Nataše Pirc Musar kot predstavnice nekega tajkunskega kapitala. Tako da to bi bilo treba še raziskati. To misliš poleg mene, ne? Ja, ne vem. Ni nas bilo dosti očitno. Marko, Tino, kaj se vama zdi? Sta in Nataša in Anže odšpilala v drugem krogu vse tako, kot je bilo treba? Je kdo storil kakšno napako? Bi kdo lahko storil kaj božga? Je bil ta rezultat pač na nek način edini možen ali vseeno vidite, da bi se dalo kaj storiti, da bi bil tudi drugačen? Za nazaj je lahko biti pameten. Jaz se zato zdaj sprašujem. Ja, je bil pa drugi krog, se meni zdel še malenkost bolj medel kot prvi krog. Sploh se mi zdi, da prvi teden itak ni bilo nič, potem se je pa nekako počasi začelo in veliki finale je bil šele zadnja 2 dni, se mi zdi. Da vmes pa se nič kaj veliko ni dogajalo, tako da definitivno bi lahko kaj bistveno več naredili. Zdaj, gospod Logar je tukaj šel res v neko pahorjansko držo, v zelo spravno, zelo prijazno, tudi recimo na soočenju, kjer sta si postavljala drugemu vprašanja, je bil on izjemno, prijazen in sprejemljiv. Medtem ko gospa Pirc Musar je bila precej bolj napadalna, precej bolj je nekako oštra in je napadala proti kandidata. Zdaj, ali bi se gospodu Logarju neka bolj napadalna taktika bolj obrestovala, je to v bistvu vprašanje za res $1 milijon. Po mojem prav hudo velike razlike ne bi mogli doseči. Velike razlike bi prišlo, če bi našli kako novo afero, če bi kaj novega pripeljali ven, tako pa ko so pogrevali več ali manj staro juho, pa kaj bistveno velike razlike ni moglo priti. Tino? Ja, se strinjam. Logarju dejansko niso imeli kaj očitati. To jim je tudi sam veliko so mu očitali. Povedal. Edina njegova napaka je bila, da naj bi v ozadju bil Janša, čeprav vemo, da noben predsednik, ne Nataša Pirc Musar, ne recimo eventuelno Anže Logar, ne bi bila lutki nekega predsednika ali strica iz ozadja, zato ker je predsedniška funkcija taka, da ti omogoča samostojnost. Tako da tudi, če bi bil najbolj črn scenarij, tu ne bi ne eden, ne drugi. Tako da je to bil čista manipulacija in lahko rečemo političen spin. Ali pa dobra strategija, po drugi strani. Druge strani. To je edino, kar prime. Oziroma, a je sploh kaj, Tino, Marko, sploh kaj, kar lahko proti temu narediš? Ker meni se zdi, da se je na teh volitvah pa to še najbolj pokazalo, ker vemo, nobena vladna stranka za nič na svetu ni hotela podpreti Nataše Pirc Musar v prvem krogu. V bistvu so storili vse, da je ne bi rabili podpreti. Potem so jo pač hočeš nočeš morali v drugem krogu. Vemo, ima dolgo zgodovino, kakšna je, veliko afer, ampak vse to ni nič pomagalo, na koncu je bil rezultat, odstotki so bili točno taki, kakor so ponavadi na predsedniških volitvah. Je po vajenem mnenju ta efekt Janeza Janše res tako močen, da nekdo, ki se mu upravičeno ali ne, obesi Janša v zadnji, je avtomatsko neizvoljiv na predsedniških volitvah. Jaz skoraj mislim, da je prevagalo tistih 8% prav ta anti-Janša efekt, ta manipulacija, in da je ravno to bilo tisti, brez tega bi po mojem Logar zmagal. Logar je imel dobro taktiko, ki jo je dejansko vsilil Nataši Pirc Musar. Nataša Pirc Musar ni hotela, ona se hotela bolj spopadati, ampak jo je on razorožil. Je v bistvu kot, ne vem, če rečemo, ne ravno Jezus Kristus, ampak recimo Gandhi, z nasmehom je šel proti njej in se ni
se ni boril, se ni kregal in dejansko ona ni mogla ga, ne vem, napadati na tak način, kot bi ga sicer. Po drugi strani pa je tudi na levici, ki je popolnoma razštelana. Moramo vedeti, da je NPM tretja izbira šele. Ne? Najprej je bila Marta Kos, potem je bil Brglez in šele tretja izbira je ona. Tako da z tega stališča tudi ona ni ravno predstavnica te levice, kot si jo sama levica želi. Tako da bo zaradi tega bo v prihodnosti zelo, zelo zanimivo. Ne? Odvisno je pa zdaj od same predsednice, kaj hoče iz tega narediti. Marko, Janša, se da zmagati z Janšo v backgroundu ali ne? Ja, zdaj, ne vem, Tino je rekel, da je teh 8% od Janše, jaz bi rekel, morda polovico tega je Janša nekako odzel gospodu Logarju, ker po drugi strani je pa gospa Pirc Musarjeva dobila svoje 4-5% s podporo Kučana. Ne? Vemo, da prvi predsednik republike ima še vedno kar velik vpliv in to, če on pač nekoga podpre, ima definitivno vpliv pri kar velikem številu ljudi. Ne govorimo tukaj zdaj, da je to zanesljiv zmagovalec, pomaga pa pač s parimi procenti. In te procenti se potem seštevajo in definitivno je gospodu Logarju, bo rekel SDS oziroma Janša, tudi škodila, tako da je nabral relativno veliko glasov napram te podpori, ne? Ampak hkrati se moramo tudi zavedati, da je veliko glasov dobil tudi ravno zaradi te podpore. Ne? Ker če bi bil on res, rečemo, neodvisen kandidat, če ne bi nikoli bil minister v prejšnji vladi, če ne bi bil poslanec SDS-a, pa vprašanje, kako bi pa dejansko potem bil njegov domet. Ne? Vsekakor bi rekel, da manjši, kot je bil do zdaj. Ne? Tako da tukaj mu je šla ta podpora tako v plus kot minus, zdaj koliko je bil končni rezultat, je pa težko oceniti. Ja. Zdaj, naš domet je tak, da rabimo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšna predsednica bo Nataša Pirc Musar. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša stalna komentatorja Marko Polišič in Tino Mamić. Pogovarjamo pa se o tem, kakšna predsednica bo Nataša Pirc Musar. Marko, Tino, končali smo pri Kučanovi podpori Nataše Pirc Musar. Zanima me vajino mnenje. Ne? Vemo, Kučan je podporo, če gledamo zdaj zadnje 3 predsedniške volitve. 3 volitve predsedniške nazaj, v prvem krogu Mitjo Gasparija, ki je potem izgubil proti Danilu Türku, ki je kasneje postal predsednik. Na naslednjih volitvah je podprl Danila Türka proti Pahorju, izvoljen je bil Pahor. Na predzadnjih volitvah je podprl Marjana Šarca, izvoljen je bil Borut Pahor. Na teh volitvah je podprl Natašo Pirc Musar, Anže Logar ni bil izvoljen. Kaj je bilo zdaj drugače na teh volitvah, da je ta Kučanova podpora prišla bolj do izraza, če tako rečem, kot pa na prejšnjih 3 predsedniških volitvah? Ja, po tolikih poskusih ti mora ratati. Ok, v četrto gre rado, hočeš reči. Vztrajnost se izplača, ne? Ja. Ne, jaz mislim, da so bile tukaj bolj čiste karte. Okay. Se je bolj vedelo, kdo je naš in kdo ni naš. Ja. In z tega stališča se je potem mobilizirala ta ljudska fronta, šla na volitve in to naredila. Je tako bilo v nekem smislu veliko bolj primitivno kot druge volitve do zdaj, ker je bilo zelo jasno, kdo je z nami in kdo je proti nam. Tako da je ta moment je po mojem bil tisti ključen. Marko? Nekako tako, kot sem že v bistvu rekel, saj Kučan prinese določen procent ljudi, ne prinese garantirane zmage, tako da razliko mora kandidat še vedno sam nekako prinesti. In zdaj tukaj je gospa Pirc Musar opravila svoje delo korektno, dobro in je pač skupaj s to podporo uspela zmagati. Zdaj v prejšnjih volitvah je gospod Pahor vseeno bil močnejši, je dobro delal, ne nazadnje je bil on predtem predsednik vlade, predsednik državnega zbora, veliko izkušenj, ne nazadnje tudi lepše zgleda in lepše govori, kot pač takrat njegov sokandidat. Tako da takrat njemu pač Kučanova podpora ni pomagala. Ja, zdaj oba kandidata sta seveda včeraj po volitvah, kot smo navajeni, tvitila. Če si zdaj pogledamo najprej pač prvi odziv na Twitterju zmagovalke, se pravi nove predsednice, doktorice
Nataše Pirc Musar. Neke blazne euforije iz tega tvita, saj, če mene vprašata, ni čutiti, ne. Piše, takšne kampanje v Sloveniji še ni bilo, dobro, o tem se lahko pogovarjamo. Ponosna sem na svoje v štabu, na vse prostovoljke in prostovoljce, malo pa seveda tudi nase. Zadovoljna sem, vsem en velik srčen hvala, veselim se novih izzivov, ne. Zdaj, če ne bi pisal Nataša Pirc Musar, pa bila njena slika od spod, bi jaz skoraj mislil, Tino, da je to Anže Logar tvitnil, ne? Ja, mislim, da to napiše nekdanja novinarka in nekdanja PR-ovka. Ja. Ne, malo nenavadno, ne, da je tako brezvsebinsko, dolgo, nerazumljivo sporočilo. To, kot da bi škofje slovenske pisali. Ne. Pa tudi nobenega, ja, se v tem tudi jaše pridemo. Korekten, dolgočasen PR. Vse to, ampak pa nobene euforije ni začuti, ali sem jaz čuden, da se mi zdi, da ta prvi tweet, ki ponavadi še Trump, ne, ki je tweetnil po zmagi, ki je tweetnil neki, kam bo šla Amerika. Ne. Zdaj pa tle pa Nataša Pirc Musar pa tweetne, veselim se novih izzivov. Ja, Ljubica, kaj pa če bi nam ti povedala, kaj bojo te izzivi, ker nekako niso zdaj sam njeni, ne? Ali mislite, da bo njeno predsedovanje zdaj tako izgledalo, da bo ona pač imela neke izzive, ki ne bojo nujno tudi naši izzivi? Gotovo, da je ona pričakovala zmago in da bi bila zelo presenečena, če zmaga ne bi bilo. Ne, ker so jo vsi prepričevali v to, tudi javnomnenjske ankete, vse je kazalo, tudi obdana je bila samo s podporniki in če ti pol leta nekdo tako piha na dušo, si potem lahko res razočaran. Ne. Tukaj je Logar imel bistveno manjšo ekipo in bolj take, ko bi rekel, kolege ali pa ljudi, ki mu niso samo kimali, ne, tako da je on poraz veliko lažje sprejel, po mojem, kot ona. Ne. Zdaj moramo vedeti, da je njej bilo tudi v življenju vedno vse postlano. Ne. Ja, drži. Na tak način zmagati na volitvah, kot je ona zmagala, lahko zmaga tudi Jaka Racman. Ne, da imaš toliko denarja, toliko medijev, strice iz ozadja. Ne. Strici iz ozadja so zdaj postavili pač teto iz ozadja. Ja, Jaka Racman lahko zmaga, Tino, če ga ne gleda te risanke, namreč Janez Janša. Če pa Janez Janša gleda, pa ne. Marko, bi ti kaj dodal še pri tem odzivu Nataši Pirc Musar? Kampanja je bila naporna, ne? Ja. In pač na koncu niso več zbrali energije za kak bolj, recimo, vesel tweet. Niso vnaprej pripravili tweeta. Ja. Ali pa so ga, pa je zato korektno dolgočasen. No. Korektno dolgočasen, zato si lepo povedal, ja. Vidim, da imaš danes zelo predsedniška stališče, kar je prav, ker je tudi tema taka. Ampak, če zdaj pogledamo še pač odziv Anžeta Logarja, ta se mi zdi vse en kanček malo bolj zanimiv, ne. Se pravi, se je spet zahvalil, tako kot ona, ne. Sodelujemo za prihodnost, je to, kar iskreno zastopam, 23 let sem v politiki, v tem času sem se marsičesa naučil, do tu sem mislil že, da bo rekel, da odhaja iz politike, ne. Ampak zdaj pa pride tisto zanimivo, saj zame. Tudi tega, da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Smo na začetku nečesa velikega. Zdaj pa, ki si prej rekel, ne, Marko, kdo je rekel ti, vprašanje za $1 milijon, vprašanje za $2 milijona, ne. Kira vrata se bo zdaj odprla in kaj je zdaj to veliko, na katerega začetku smo, oziroma je Anže Logar? Jaz mislim, da karkoli bomo zdaj tukaj špekulirali, kaj je s tem mislil povedati, bomo falili, ne. Ja. Tako da jaz... Prav Tino prav, da Kučan zadene v četrto, tako da če veliko špekuliramo, mogoče tudi mi zadenemo. Jaz gospodu Logarju privoščim, da si vzame ene dolge počitnice, da je to tisto nekaj velikega, ne, potem bo pač povedal, kaj je s tem mislil, ne. Zdaj vem, da marsikdo tukaj želi videti napoved, bodi si tega, da bo ustanovil neko novo stranko, neko novo gibanje, nekaj novega, ne, ampak to bi nekateri radi pač videli, ne. Ali pa, ne vem, morda, da bo se potegoval za mesto predsednika SDS-a, morda se bo v ozadju že kaj zmenili, ne, kaj pa vemo, ne. SDS je zelo zaprta struktura, ne. Morda so se pa v ozadju zmenili, da če bo on dosegel boljši rezultat, kot je bil na volitvah, da pač bo zasedel tam neko novo mesto, ne, ampak to so vse špekulacije, no. Tino? Ja, jaz mislim, da Logar zelo dobro ve, kaj dela. Ne? On ima v njegovi karieri so stvari zelo, zelo premišljene. Ja. Tako da ni človek nenadnih odločitev hitrih. Ne? Je tako zelo premočrtno dela. In tukaj pač jaz mislim, da tudi on v tem trenutku mogoče sploh ne ve, kaj je. Dejstvo pa je, da je ta njegov politični vzpon, neke vrste, lahko rečemo,
da je rojena nova zvezda, nova politična zvezda v nekem smislu. Kljub temu, da je dolgo časa v politiki, je vendarle s tem najprej kot zunanji minister ali pa tako. Ja. In zanimivo je prav to, da je izraz novi obraz uporabila prvo podpisana pod njegovo kandidaturo, ne, in je napisala, da so hoteli pokazati nov obraz desne sredine. Ne, in ta njena izjava da veliko vedeti, ne, kaj so oni hoteli, in dejansko so tudi članom SDS-a, ki so najbolj recimo zagovarjajo, da brez Janše ni nič, ne, in da se brez Janše ne da nič narediti, so zdaj dobili en tak dokaz, da se tudi brez Janše da ogromno narediti, oziroma v določenih okoliščinah se da še več, še boljši rezultat narediti. Tako da to bo vsekakor dalo razmislek tako članom stranke, kot tudi vodstvu stranke, ne. Moramo pa tudi vedeti, da Janez Janša gotovo ni tak politik, ki bi pustil, da bi ga en Anže Logar, recimo, da bi mu za hrbtom naredil kampanjo in tako naprej, ne. Se vidi, da je on zelo dobro to vsem tem razmislil in tudi ni tvital, ne. Tudi včeraj recimo in danes ni nič tvital na to temo, tako da on zelo dobro ve tudi, ne. Mislim, Janša tudi zelo dobro ve, kaj hoče, tako da bo treba malo počakati, da vidimo, kaj se bo izcimilo. Od drugega kroga sem pa tudi zdaj po volitvah, kar jaz osebno opažam, v glavnem retvita moje tvite, mogoče zaradi tega pač ne piše svojih, ampak šalo na stran. Se strinjam s tabo, Tino, ne? Janša se mi zdi tako, ko če gremo malo v literarne vode, ne? Tako, ko piše Pod svobodnim soncem, ne? Ko so zadoneli kozlovski bojni rogovi Slovanov, ne? So Huni odreagirali, kot da so že 3 dni čakali na to, da bi to slišali. Se pravi, Janša se ne bo ustrašil, ampak zdaj, a smo mi trije prepričani, da je ta rezultat kljub Janši ali pa brez Janše? Ker če gremo zdaj gledati, kdo je recimo Logarja javno podprl, razen Janše, ne? Prav tle so bile neke težave, se pravi, ko je zmagal v prvem krogu, mu je šel čestitati v štab, ampak smo ga sam videli, nič ga nismo slišali praktično in tako naprej. Ampak poleg Logarja, poleg Janše se opravičujem, kdo je še Logarja podprl? Jaz sem pričakoval neko pismo Slovenske škofovske konference, saj v stilu podprite v drugem krogu kandidata, ki bolj zastopa krščanske vrednote, pa kakor sem jaz spremljal, ga nisem dočakal. Kdo po vajinem mnenju je potem prispeval k temu rezultatu Logarja, če niso škofi, ne, pa če ni Janša? No, škofje so napisali pismo, tako kot pred vsakimi volitvami, torej nekaj nedoločnega, ko moraš 3-krat prebrati, da vidiš približno, kaj so si mislili. Vsekakor pa ne moreš prepoznati, kaj bi bilo za škofovsko konferenco ali pa za krščansko skupnost, za več kot milijon ljudi. Dobro. A te to preseneča, Tino? Ker mene recimo pa nisem del te skupnosti, ne, ampak me to preseneča, recimo, da se niso bolj jasno opredelili, saj zdaj v drugem krogu, ker vendarle se to volitve za predsednika republike voli se enega človeka, ne. Se pravi, ne moreš učitati cerkvi, da se gre neko strankarstvo ali kaj takega. No, oni so v krču te premise oziroma te ideje ločitve cerkve od države, ki v resnici v Sloveniji pomeni izločitev cerkve iz države, ne? Torej, da cerkev ne sme nič več reči. Ker recimo sprašujem se, ali je ločitev cerkve od države pomeni tudi to, da cerkev ne sme reči, da nasprotuje želji zmagovalke, da bo obdavčila pogrebe, krste in poroke. Ne? A ne bi bilo logično, da bi se škofje pred volitvami lahko oglasili in rekli, to pa ni prav. Ne? Mi že tako živimo od danes na jutri in dobimo to miloščino, mislim, duhovniki večina živi zelo slabo, ne? In zdaj bi še to rada obdavčila, to ni prav. In če bi to pri Maši en teden pred volitvami povedali, kaj bi bilo s tem narobe? Ne? Ampak dejansko je, če bi to res naredili, bi se vsi mediji bi se spravili na škofovsko konferenco, na škofe, na duhovnike in tu vidimo, da živimo v nekih zelo čudnih časih. Mislim pa, da bi bilo bolje za škofe, da sploh ne bi nič napisali. Če ne napišejo nič konkretnega, potem naj ne napišejo nič in naj napiše par katoliških intelektualcev, recimo, svoje mnenje glede volitev, ker moramo vedeti tudi to, ne, da
ni logično, da, da smo kristjani tiho v cerkvah, da tudi laiki v cerkvah in pred cerkvami se nikoli ne pogovarjamo od politike, oziroma se nočemo pogovarjati, ker se bojimo, da bi kdo to jemal kot neko politično vmešavanje. Torej, da se potem dogaja, da ogromno ljudi, jaz poznam dosti ljudi, ki jih vprašam, kaj so volili na volitvah, in mi rečejo, da so volili neke levičarske stranke, ki so, ne gre, da je problem, da je stranka levičarska. Problem je, če je anticerkvena. Razumem, ja. Da v bistvu Proti lastnemu interesu ja, glasuješ, da pač vse. glasuješ za, konkretno v tem primeru, za Natašo Pirc Musar, ki ti grozi, da bo obdavčila cerkev, ne? Da bo Maša, dar za Mašo je zdaj, ne vem, 23 evrov, zdaj bomo dali 30, ali kaj. Ja. Ampak Marko, zakaj se ustavni pravniki recimo niso ob tem oglesili? Ne? Ker vemo, da predsednica republike težko obdavči cerkev, kako bi to sploh naredila z dekretom ali kako drugače? Ja, sej gospa Pirc Musarjeva je imela v svoji kampanji kar nekaj, bo rekel, idej oziroma točk v svojem programu, ki nekako ne sodijo na predsedniško mesto, bolj sodijo na mesto predsednika vlade. Ne. Tudi, bo rekel, srčika njenega programa je zdravstvo, ne, se pravi, da se uredijo zadeve zdravstva, in jaz si res ne predstavljam, kako to misli urediti. Ne. Zdaj, če verjamem, da lahko skliče par posvetov, lahko se odloči, da govori državni zbor, potem se pa počasi že konča, ne? Lahko, bo rekel, povabi ministra vsak teden na pogovor, kje smo zdaj s tem, kaj se kaj dogaja, morda še vsak mesec predsednika vlade jim teži in tako dalje, to lahko dela. Ne? In jaz verjamem, da gospa Pirc Musar bo naporna predsednica, ampak kaj bistveno več pa ne more in ni v njeni moči, tako da bi neke nove davke uvajala, kot da bi uredila stanje v zdravstvu. Ne? Lahko pa veliko, bo rekel, je pač naporna. No? Ja, no, samo glede cerkve je tako, da so do zdaj skrajneži, skrajna levica je govorila o tem, da je treba cerkev obdavčiti. Ne, zdaj pa, če se pojavi tu neka kandidatka, ki se razglaša za sredinsko oziroma levo-sredinsko in ki dejansko dobi podporo, ki ni samo levičarska, če ona v tem naelektrenem vzdušju, atmosferi, ki je izrazito proticerkveno, javno na televiziji v kampanji, ki jo spremlja ogromno ljudi, reče, da je treba cerkev obdavčiti oziroma da je treba prispevke vernikov obdavčiti, je to neka avtoriteta oziroma nek signal, da bodo drugi začeli še toliko bolj tolči po cerkvi. Ne? Tako da ne gre za to, kot rečemo, moralna avtoriteta ali pa spin, če hočete. Ne? Zato to je več kot samo beseda. Ja, sej, ne, ok, eno so škofje, smo rekli, so naredili, kar so naredili. Ampak Marko, po drugi strani tudi podjetniki, recimo, ne, bil je v naši vdaji v četrtek dr. Andrej Vizjak, pač svetovno priznani, tudi pri nas dost polinkan biznismen, on je rekel, se pogovarjam z gospodarstveniki, večina jih je za Anžeta Logarja, malo kdo, če sploh kdo je javno to povedal. Ne. Zakaj recimo vseeno nismo doživeli zdaj v drugem krogu, da bi se kdo pač oglasil in javno podprl Anžeta Logarja? Janša se ni smel, ne? Taka očitno bila strategija, drugih pa ni bilo. Vse mislim, da tukaj ni prav zelo velike izjeme. Ne? Tudi v parlamentarnih volitvah se recimo podjetniki tipično ne oglašajo prav veliko, ne? Pa bi bilo potrebno, da bi se. Ne? Enostavno, verjetno si ne želijo zameriti tistemu, ki potem pride na oblast, ne? Če pride pač slučajno tisti, ki ga ne podpira, ne? In se ne želijo zameriti. Ne? To vseeno kaže na to, da v Sloveniji nismo toliko svobodna družba, kot bi nekateri radi videli, da smo, ali pa kot govorijo, da smo, ne? Da so tu še vedno neki strahovi prisotni, ko si ljudje pač enostavno ne upamo ali pa ne upajo povedati tega, kar pač si mislijo. Ne? Ja, glas podjetnikov v Sloveniji definitivno je podcenjen. Zdaj, vseeno pa moram tu omeniti, da gospa Pirc Musarjeva se je zavzela za recimo socialno kapico, kar je bila njena, bom rekel, pogumna poteza, ne? Ker to je recimo neka ideja, ki na levi strani političnega spektra ni zaželjena. Ne? Tako da upam, da bo tudi naredila kaj v tej smeri. Pa veš, zakaj se je zavzela za socialno kapico, ne? Ne vem zakaj. Zato, ker ni levičarka. Ampak ne, zdaj bi jo naredili za levičarko, ampak bo težka, ker
Tino, tudi tega še nismo imeli, ne? Saj do zdaj ne, da bi se nek strašen levičar v politiko pripeljal v Maseratijo. Ne? Zdaj smo bili navajeni, se mi zdi, Katarina Kresal, ne? Je imela te neke nemške terence, ampak vseeno Maserati Quattroporte, ne? Tega pa še nismo doživeli. Ne? Zdaj, kako bo Nataša Pirc Musar po tvoje, kot sem uvodoma vprašal, vdaji poslovala z državljani, ker rekla je že, ne, na zadnjem soočenju na TV Slovenija, da ne vidi nobenega problema, da bi njena številna podjetja še naprej poslovala z državo. Ne sicer z njenim uradom, ne, ker to bi bilo verjetno preveč tudi za njo, ampak z ostalo državo, ki je zelo veliko, pa mirno naprej. Ne. To so novitete. Zakaj recimo to ni bolj prišlo do izraza v sami kampanji? Ne? Se pravi, kandidatka leve sredine, ki se vozi v Maseratiju, lastnica večjih firm, ki posluje z državo in bo še naprej poslovale z državo, zdaj, ko bo ona predstavljala to državo, ker ne smemo pozabiti, po ustavi je najvišja politična funkcija v državi predsednik republike. Ja, predstavljajte si, kaj se dogaja v duši in srcu in glavi prvega predsednika Milana Kučana, ki je prišel prvi dan v golfu in se potem tudi zadnji dan z golfom odpeljal, ker je hotel tako pa to z istim kazati, golfom skoraj, ne? Ja, mislim, ker je to hotel kazati, eni bodo rekli, da je to populizem, prav, ampak vendarle je skušal kazati neko skromnost. Ne glede na to, ali mu verjamemo ali ne. Itak so ga vozili z BMW-jem. Ne? Ne pa s Maseratijom. Ja, je nekaj, to je bila neka simbolična gesta. In zdaj, da mora ta Milan Kučan v bistvu z vsemi štirimi podpreti multimilionarko, ne? Človeka, ki ima samo v Ljubljani zemljišč za vsaj 7 milijonov ali pa še več. Ne? To je za Milana Kučana dejansko en, lahko rečemo, velik poraz, ne? Da so se njegovi ideološki potomci ali pa ta druga generacija, kot jo je imenoval dr. Danilo Turk, da se tako kaže ven in da se tako, zdaj bi uporabil en izraz, ampak je malo vulgaren, ampak da dela take simbolične geste, ne? Tako da ubogi Milan Kučan. Tam ni bilo videti, Marko, da bi Kučana to posebej prizadelo, ker on bi lahko podporil, koga bi hotel. En cajt je tudi rekel, da 3 podpira. Na koncu je za njo odločil, ga je ta denar premamo po tvoje, misliš, ali ta njena odločnost, ali kaj tretjega, ker Milan Kučan v končni fazi, smo povedali prej, ne, je podpiral tudi že kandidate, ki niso bili izvoljeni. Prej si rekel, da ona ni pač levičarka. Ne? Jaz pa mislim, da je gospa Nataša Pirc Musar zelo verodostojen primer slovenske levice. Se tudi gospod Kučan je imel, kaj je bil že Forum 21, kjer so bili pač zbrani razni gospodarstveniki, od katerih noben ni bil prav velik revež. Tudi mislim, da nekaj časa najbogatejši Slovenec je bil v kateri stranki že, ne? Mislim, da je bila zelo leva stranka, ne? Pa tudi še kdo drug. Tako da slovenski levici... Član, ko ni več najbogatejši. Ja, ni več. No, tako da slovenska levica pa kapital ni... bo rekel, ni več sovraštva med njimi. Morda je bilo to sovraštvo tam v 19. stoletju, ne? Ampak danes je pa to v bistvu slovenska levica je stranka kapitala. Ne? Tako da gospa Pirc Musarjeva kar nekako je verodostojen predstavnik tega dela slovenske politike. Do zdaj te kapitalisti niso vsaj na volitvah nastopali za te stranke, ne? Tako kot pravi Tino. Zdaj pa imamo 2 primera v zadnjem času, ne? In Robert Golob in Nataša Pirc Musar sta v bistvu kandidirala zato, ker sta lahko in sta si praktično sama lahko tudi financirala kampanjo in oba, vsaj po dostopnih podatkih in po njunih izjavah, veselo pač biznisirata naprej. Sej to ni neka slovenska posebnost, vemo, posod po svetu, ne? Pač bogataši silijo v politiko, ampak vemo tudi zakaj. Ali zato, da bi še bolj obogateli, ali zato, da bi zaščitili svoje bogatstvo. Zakaj po vajenem mnenju recimo ta vidik sploh ni prišel toliko do izraza, ker imamo pa tudi druge primere. Ne? Spomnimo se Franceta Arharja, njega je povišanje plače odneslo, se pravi, povišanje plače je odneslo njegovo predsedniško kandidaturo. To je že kar nekaj let nazaj sicer. Zakaj se je recimo, kaj se je toliko spremenilo v Sloveniji, da zdaj smo postali toliko neobčutljivi na te stvari? No, jaz se ne bi to prav strinjal s tem, da bogatašov na levici ni bilo do Roberta Goloba in Nataše Pirc Musar. Bili so od vsega začetka. Ne? Tranzicijska
tranzicijski kapital, največji kapital v samo Sloveniji, niso največji kandidirali na direktorji. volitvah, to sem Ja, mislil, ampak ne. so izrazito podpirali in bili v ideoloških krogih. Ja. In Bog ne daj se njim zamiriti, ne? Zato se tudi gospodarstveniki nikoli ne oglašajo. Oziroma se oglašajo, če je treba kritizirati gospodarske ukrepe neke desnosredinske vlade, to se bodo, medtem ko pri levi bodo tiho kot miši, ne bodo nikoli nič rekli. Tako da tranzicijski kapital in nasploh kapital je domena levice. Zato so konzervativci v Sloveniji dejansko tako imenovani levičari. Ne? Konzervativci v Sloveniji so Milan Kučan, Nataša Pirc Musar, Robert Golob. To so ljudje kapitala, bogatstva, starih povezav. Ne? In na drugi strani imamo tako imenovano desno sredino, ki hoče reforme, ki hoče spremembo. To so napredne sile, ne? To so reformisti. Ne? Mi ravno obratno govorimo, ne? Kot bi morali. In ti konzervativci, rdeči konzervativci, so dejansko tudi blokada vsakega napredka, zato ker se držijo tega, da bodo svoj kapital zadrževali samo zase. Ne? Vse, kar govorijo o malih ljudeh, je pa samo pesek v oči. Evo, vidiš, Marko Tino se strinja z mano, da Nataša Pirc Musar ni levičarka. Ampak zdaj, recimo, ima ta anti-Janšev tabor praktično vse vzvode oblasti v svojih rokah, ne? Pri čemer sta na dveh najpomembnejših političnih funkcijah v državi, oziroma na vseh treh, če štejemo še predsednico državnega zbora, so tako imenovani novi obrazi v politiki. Ne? Koliko je to recimo dobro za državo po tvoje in koliko se jim to utegne na dolgi rok maščevati? To bomo videli v naslednjih 6 do 12 mesecih. Dosedanje, recimo bolj leve vlade, so imele eno tako ne najlepšo lastnost, da so se zelo hitro med sabo skregali, in potem je šlo vse skupaj pač nekam. Tako da bomo videli, če bo tokrat izjema. Zdaj, gospa Pirc Musarjeva je kar glasna in odločna, bila bo naporna, tako da lahko k temu še izdatno pripomore. Lahko pa, da bojo našli nek skupen konsens, ampak bi kar stavil na prvo varianto. Okay. Tino? Ja, glede na ambicioznost Nataše Pirc Musar, obstaja še ena možnost, in sicer, da bo dejansko skušala postati predsednica vseh Slovencev. Torej, da ne bo, ona pravi, da nima političnega nahrbtnika, ona pravi, da ni nikomur nič dolžna, posebej ne politikom. Okay. In z tega stališča lahko zdaj gre v čist eno novo smer, ker ima pa neke nastavke, recimo, ki so blizu posebej gospodarski politiki liberalcev, ki jih v Sloveniji zastopajo desno-sredinske stranke. Tako da je vprašanje, kam se bo ona obrnila. To je zdaj vprašanje zdaj tudi, koliko ona ve, kam se bo obrnila, ampak iz svoje želje po uspehu in ne samo, da uspeš z denarjem, ampak da nekaj pokažeš v družbi. Ta ambicioznost za skupno dobro, jaz mislim, da če bo iz tega izhajala, da nas lahko zelo prijetno preseneti. Ja, mogoče pa se bo obrnila tako kot zmeraj do zdaj, okoli riti v lasten žep. Marko Pavlišič, Tino Mamić, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil tem, kakšna predsednica bo Nataša Pirc Musar, že 793. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali je Anže Logar zmagovalec ali poraženec predsedniških volitev. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.